Mladi se vedno bolj zavedajo, da kri rešuje življenje in da je pomagati sočloveku ključnega pomena. Zaradi sebe, recimo, kickboks treniram pa to, pa malo kilograme dol, recimo, nekaj takega smisla. Mislite, da je pomembno, da študenti oziroma mladi darujete kri in s tem pomagate drugim? Ja, je fajn pomagati drugim, ja. Ker se mi zdi nekaj plemenitega, da pomagaš nekomu drugemu, tako da ne vem. Kakšni pa so kaj občutki, vas je kaj strah? Ne, to je zdaj moja tretja, da se mi zdi v redu, če se odločiš za to, pa je najboljše, da te ni strah, pa sam greš. K krvodajalski akciji sem pristopila z razloga, ker zelo rada pomagam, pa v bistvu, če lahko pomagaš, zakaj ne bi. Kri je potrebno darovati, da lahko tudi drugi imajo kaj od tega, oziroma da lahko drugim pomagamo, zato se tudi treba odločiti, da daj tudi kaj vrnemo. Da nekaj narediš dobrega za kjerga, ko bo nuco, ko bo v težavah, da pa še nula, sem pozitivna, tako da lahko praktično vsem darujem, mislim, razen negativnim. Je to za vas prvič? Ne, že petič. Zato, ker nikoli ne veš, da ga boš sam rabo. Tako da, to je to. To za vas prvič? Ne, četrtič. In kakšni so občutki, je še kaj strahu prisotnega? Ne, nič. Se navadiš, da te nekdo pika. Vsako leto je odziv dober in tudi letos je temu bilo tako. Želimo spodbuditi študente, da darujejo kri, da se udeležijo krvodajalske akcije, da pomagamo drug drugim, spodbuditi ta čut za sočloveka. Študentje so se množično odzvali na tokratno jesensko krvodajalsko akcijo. Opaziti je bilo, da so krvodajalci prihajali v skupinah, ko so se drug drugega bodrili in si v stiski tudi pomagali. Številka je kar lepa, okrog 200 se giblje v obeh dneh. Poskušamo seveda tudi na vsakih fakultetah, so naši sodelavci, izvajamo promocije, delimo letake, nudimo tudi brezplačen prevoz izpred fakultet do mesta odvzema krvi, tako da pogoji so res dobri. Je pa seveda lažje, če imaš nekoga ob sebi, v kakšni skupini, da se odpraviš, ker tudi, ne vem, da imajo strah pred krvjo. Tudi strokovnjaki radi delajo z mladimi, saj je v njih prihodnost. Krvodajalstvo je v Sloveniji sicer dobro razširjeno in uveljavljeno, vendar je kljub temu potrebno ozavestiti tudi mlade, da se odločajo in pomagajo. Mladina je naša prihodnost tudi na področju preskrbe s krvjo. Seveda, kdo je lahko krvodalec? Pri mladih krvodalcih zelo radi poudarjamo, da morajo biti polnoletni, morajo biti stari 18 let, morajo imeti veljaven slovenski dokument, odnosno tisti mladi, ki študirajo, morajo bivati v Sloveniji vsaj 6 mesecev in z veljavnim slovenskim dokumentom. Krvodalcem, ki darujejo kri, moramo povedati, da morajo biti zdravi. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne smejo jemati takih zdravil pri akutnem zdravljenju, kar bi bilo mogoče škodljivo in za bolnika, ki prejme darovano kri, ali za darovalca. Veliko je takih akutnih obolenj, tudi prehladi so taka zadeva, tudi alergije pri mladih vidimo so take bolezni. Kronične bolezni pri mladini seveda je manj kroničnih bolezni, ampak če se že v mladosti pojavljajo kronične bolezni, smo zelo previdni in tudi odklonimo krvodalce. Najbolj pogosti primeri so denimo nizek krvni tlak, prenizka telesna teža, previsok srčni utrip, kar so najpogostejši primeri, ko krvodajalce odklonijo. Poudarjajo, da so čedalje bolj previdni pri izbiri krvodajalcev, saj se je treba zavedati, da je kri zdravilo.